Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Aljoša Hodnik, diplomiran fizioterapevt in pa po novem projektni vodja. Danes se bova z Damjanom pogovarjala o življenjskih stvareh, o karieri, o kariernem preskoku, tudi malenkost o družbi, tako da vas vljudno vabim, da nam prisluhnete in mogoče kaj novega zveste in se lepo sprostite ter uživate v oddaji. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti. Z mano je še en super zanimiv in izjemen gost, nocoj je z mano Aljoša Hodnik. Aljoša, ti si diplomiran fizioterapevt, hkrati pa v bistvu zaposlen in imaš eno tako odgovorno, pomembno funkcijo kot projektni vodja pri in-house, bom rekel marketinški agenciji, ampak ste kar že malo razširili portfolio. Res je, ja. Pred kratkim sem gostil tudi tvojega, bo rekla, šefa, tako direktorja, lastnika Vida, Sedeja, sem imela tudi res zanimiv pogovor, zanimiv človek, razgledan. Lepa debata, res. Si gledal verjetno. Zelo večkrat. No, evo, sva res odpirala zanimive zgodbe. Kot veš, v bistvu tukaj te oddaje je, da odpiramo nekako debate, pokažemo mladim, damo nek smerokaz za prihodnost. In vedno mi je užitek gostiti neke mlade, ambiciozne ljudi, kot si sam. Hvala lepa. Tako da hvala, ker si sprejel moje povabilo. Ja, z veseljem. Hvala še enkrat za povabilo in da sem lahko danes tukaj. Mogoče na tej točki najprej, se na kratko nam predstaviš. Se pravi, jaz sem Aljoša, prihajam iz Vrhnike. Primarno sem po poklicu diplomiran fizioterapevt, se pravi, tukaj se je v bistvu moja zgodba začela. Po srednji zdravstveni šoli nekako že vmes tekom šolanja sem imel nekako, plavanje sem takrat treniral, tako da to je bil v bistvu, odskozi sem bil povezan s športom, odskozi sem nekaj treniral. In se veš, kako je, pride poškodba nekaj v tem smislu. In se treba pa tudi hitro pocajtati, trener pritiska gor dol. In sem v bistvu videl, koliko dejansko hitro lahko z fizioterapijo skrajšaš nek proces rehabilitacije oziroma da tudi v bistvu na nek lažji način tudi svoje telo oziroma sebe pripraviš na neka tekmovanja, treninge, napore in tako naprej. Tako da moram reči, da fizioterapija, kaj sem v bistvu spoznal, je, da ni samo kurativ, ampak je predvsem preventiva. Itak pač nekako splošno znano, da gibanje je zdravje, to je že, kar bom rekel, izrabljen rek, ampak dejansko zelo drži. Je osnova za vse drugo v življenju. In se pravi, za psihološki napoj, bom rekel, in fizični napoj. Tako da to nekako mora biti trening, fizioterapija oziroma preventiva nekako eno z drugim. Tako da ja, je zelo dobra, bom rekel, dobra veja zdravstva. Užival sem v tem oziroma še zmeraj uživam v tem, kar delam. Ne toliko kot prej, ker nisem več zaposlen. Imam popoldne še, bom rekel, svoje stranke, poleg rednega šihta, tako da službe še zmeraj delam v tem, nisem lih stran vrgel, zapustil. Ampak splet okoliščin, kako bi človek temu rekel, enkrat se živi. Tudi moj moto je v bistvu to, da mogoče je glavno vprašanje, neverjetno se marsikdo sprašuje, zakaj pa bi sploh šel iz fizioterapije v marketing. No, dajva se to vprašati. Sem zdaj kar res odprl temo. V glavnem, jaz sem šel nekako z mindsetom, da ko si star enkrat 80-90 let, ko bom, če bom, upam, da bom, pa gledaš stvari za nazaj v življenju, kaj vse si naredil, kaj se ti je zgodilo, kaj bi se ti lahko zgodilo. Ti v bistvu rata žal, po mojem mnenju, ti rata žal za tiste stvari, ki jih nisi naredil ali pa probil, pa bi jih lahko. Pa bodi si je to neka dobra stvar, slaba stvar oziroma slaba izkušnja, je tudi za nekaj dobrega. In sem si potem rekel pismo, če zdaj pri teh letih, ki sem, by the way 27 let, oziroma en let nazaj 26, ko sem se to odločil. Si ravno dopolnil 27? Marca, tako. Recimo, da še začetek 27. leta. Čisto v štartu, tako da sem nekako prišel do točke, da če se ne bom zdaj odločil, ker sem nekako v zadnji fazi mladosti, ker še nimava s punco otrok, rihtava si stanovanje. In sem rekel, zdaj pač imam šanso to probati. Pa ne govorim zdaj samo za marketing. Lahko je bilo karkoli. Ampak mene je prav marketing / prodaja, me je zelo potegnila noter. In sem v bistvu tako, da sem najprej, ker sem bil še zaposlen kot fizioterapevt, lih tele v Črnučah, ironično, zelo dobri koncesionarki, sem v bistvu vmes začel razvijati malo znanje za marketing. Pa sem imel dva prijatelja, en je imel neko avtopralnico, en je imel fizioterapijo na domu, pa sem malo tako,
prijateljsko pomagal zraven, da sem najprej sploh začutil, a meni to paše, kaj je marketing, kaj pomeni v bistvu nekoga oglaševati oziroma nekaj prodati, nekaj v tem smislu, ne. In je pol kar v bistvu sem začutil neko strast do tega, ne, in sem dejansko si pol naredil LinkedIn, ne, zdaj, ko smo glih pri tem moč LinkedIna. To bo tudi odprla. Tako, tam je pol vid sedaj, ne, moj zdajšnji direktor me je našel, sva se malo začela pogovarjati in je kar v bistvu iz pogovora narasel na to, da sva pač se ujela pri sodelovanju in sem zdaj tukaj pač zaposlen. Superca. Tako da ja, evo. Zelo zanimiv koncept razmišljanja imaš, se pravi, bom rekel, tako zelo pustiš vrata odprta, rad raziščeš stvari, da vidiš, če ti ležijo. Tako. Jaz sem vedno rekel, mislim, dva tipa ljudi v principu, ne. Nekdo rabi videti, česa si ne želi početi, ne, pa potem išče alternative, tak sem recimo bil jaz na začetku, nekdo pa bolj raziskuje, kaj pa je tisto, kar si želim, a ne. Sem mogoče iz tega negativne rekel, tega si ne želim, več bom iskal nove poti in sem jih našel, ne. Ampak v obeh primerih moraš biti odprt, raziskovati stvari, ne imeti tistega mindseta, a to pa ne gre, to pa sigurno ni zame, ne bom šel tja obupati. To je najlažje reči, ja. A ne, to je tisto najlažje. Tako da, zanimiv shift, zanimiv preobrat. Mogoče se vrneva majčkeno na tvoje delo, kar se tiče fizioterapije, ker me to še malo zanima, no. Kako to poteka in recimo predstavljam si, da tvoja največja nagrada poleg monetarne, vsi delamo za zaslužek, ne, tudi med drugim, ampak verjamem, da je tisto, da človeku pomagaš okrevati, da ga vrneš nazaj na neke stare pote. Kako ti to vidiš? V bistvu zelo dobro vprašanje, no, hvala. Zelo rad se pogovarjam o teh stvareh, kljub temu, da pač nisem več toliko aktiven v temu. Ampak kljub temu fizioterapija meni zelo pri srcu, zato še zmeraj jo rad delam, jo izvajam in se pač tudi tega držim in je nikoli ne bom stran vrgel. Mislim, stran vrgel v narekovajih. Je pa v bistvu tako, da, kakor si sam omenil, ne, poleg nekega, bom rekel, logičnega plačila, ne, na mesec vsi delamo za kruh, je v bistvu za moje pojme še večje plačilo to, kad te potem stranka oziroma pacient po nekih dneh pokliče pa ti pove, Aljoša, tole vrhunsko, ful si mi pomagal, to je bilo res dobro, zdaj lahko spet treniram, manj imam bolečin, a ne, tako da je res nek cilj dosežen, a ne. Dostikrat se zgodi, da tudi ni v celoti, ker recimo ena stvar, ki sem se jo zelo naučil pri fizioterapiji, je to, da tudi če imamo dva pacienta, pa da imata isto diagnozo, a pa zelo podobno poškodbo, variira, a ne, ni čisto enak pristop pri obeh, a ne. Tako da tukaj recimo res ena glavnih stvari je to, da je ful fajn vedeti celotno neko, oziroma si ustvariti širšo sliko o samem pacientu in tudi zbrati ta prav pristop. Zelo je tudi veliko, to moram poudariti, zelo je tudi veliko psihološkega dela. To sem se šele tekom parih let v fizioterapiji naučil, ne, da ni ono sam, pridem, vem, imam postopek v glavi, tehniko, metodo naredim, ampak je dejansko tudi sam pogovor. Se pravi, da ti pacientu razložiš, kaj je z njim narobe, kaj boš z njim delal, a ne. Zakaj? Zato, ker je pol tudi lažje človek, če ve, kaj točno je njegova težava, se potem tudi lažje s tem soočati, a ne. In si lahko tudi sam na nek način pomaga. Pa mogoče, ko so glih tle, tudi še ena bolj pomembna stvar, ki sem jo ugotovil v sklopu fizioterapije, je pa to, da je v bistvu zelo težko pomagati ljudem, ki si ne pustijo pomagati, a ne, ker imajo tako, ful tukaj izhaja iz glave, no, se meni zdi. Zdaj ne govorimo o poškodbah pa operacijah, to je sklop zase, ampak govorimo o kroničnih težavah, kronične bolečine, ne vem, v hrbtu, v križu, v vratu, take stvari, ne, sedeča dela in tako naprej. So te v bistvu tudi najpogostejše, ne. Tako, ampak tukaj sigurno velik delež izhaja iz glave, da ne govorim pol o samem načinu dela, ne, danes je veliko pisarniških del in tako dalje. Ampak definitivno si človek lahko res sam pomaga, olajša z slogom, življenjskim slogom, no. Pa s pravim mindsetom, ne. Tako, tako. To se mi zdi zanimivo in meni to je logično. Jaz tudi, ko gledam na stvari, da je velik del tega, marsičesa v glavi, ne. Ne moramo zanikati nekih fizioloških zakonitostih, takšnih in drugačnih, anatomije in tako naprej, a ne. To so vse principi znanstveno dokazani, ampak jaz se strinjam s tabo. Marsikje tudi jaz recimo delam predvsej v vlogi nekega svetovalca, ne, bodisi bolj na tehnološkem, marketinškem področju, tako kar se marketinga tiče, bi se lahko pogovarjala ure in ure. Ampak želim povedati, da je veliko tukaj psihologije. Vsaj 50%, če ne več, ne. In tako kot si rekel, tudi človeka naučiti, da sam ujame ribo, ne, da si jo lahko speče, ne da mu jo ti vedno znova moraš, da je odvisen od tebe. Tako, ta rek poznam in je zelo dober in zelo pomemben in se mi zdi, da bi v javnosti, mislim, v družbi mogel biti še toliko bolj razjasnen, če
bi lahko se na tak način izrazil. No. Tako da ja, definitivno se strinjam. Imaš tudi tak pristop. Ker s tem opolnomočiš človeka, ne ohranjaš ga izključno odvisnega od samega sebe. Ne? Tako, neodvisen je potem, ne? Praktično. Tako pa mislim, definitivno boš biti neodvisen, pa si pač samostojen, kakor pa odvisen od nekoga, ker potem imaš skozi neko, ne vem, če je lih ta pravi izraz potuha, ampak skozi se opiraš na nekaj, oziroma na nekoga. Ne? Medtem, ko pač sploh moški, bom rekel, ne, moramo biti steber, sploh v družini, če se pogovarjamo o družini. Ne? Jaz recimo pa, moja draga, si želiva imeti 2 otroka, ne, seveda ob času. Najprej malo potovanj, pa to, da se malo svet spozna. Vse bo v svojem času. Tako, vse v svojem času. Ne? Ampak hočem povedati, da moški mora biti pač steber, mora biti močan, mora pač te stvari nekako, ki sva jih zdaj nekako predala, ne, karijera, nek providing, pač mora biti zagotovljeno. To je pač moj nek življenjski moto. No. Zato sem se tudi odločil, recimo, to je bil tudi en izmed razlogov, zakaj grem malo prešaltati v nekaj drugega. Career shift, ja. Tako, ni v bistvu samo finančni vidik, kakor je to, da pač probaš nekaj novega v življenju, ki te mogoče bo še bolj veselil, kakor te mogoče ena druga stvar. Pa še ena stvar, ki me je tudi, bom rekel, sem jo čutil kot en backup, kar se tiče fizioterapije, prvotne izobrazbe. Jaz imam v bistvu, kar se tiče formalne izobrazbe, vse narejeno. Se pravi, imam diplomo, imam strokovni izpit, imam še dodatno izobraževanja, imam tudi nekaj izkušenj, sem bil in prek študenta zaposlen in redno zaposlen. Tako da, worst case scenario, če se karkoli ne izide, ali pa da recimo, ne vem, čez nekaj let, da pač bo situacija drugačna, kakor je zdaj, verjamem, da bom nekje najdel neko, bom rekel, zdravo mejo zaposlitve v prvem področju, ki sem ga doštudiral, pač pa še vsem bom imel nekaj od tega. Jasno. Želim še toliko več, zato sem tudi se odločil, da grem pač v... Ne, jaz mislim tako, danes je ta multidisciplinarnost, interdisciplinarnost, kakorkoli, večjem prednost. Se pravi, da imaš lahko veliko kariernih opcij odprtih, tako da če se opcija A ne izide, se opcija B, če se scenarij A. In jaz tudi tako gledam, da človek vedno mora imeti v življenju opcije. Ne samo ena odprta vrata, ker ta se lahko hitro zapro, sploh v današnjih časih. Tako da mislim, da je to tudi neko izročilo za mlade poslušalce, ki naj jo gledajo, poslušajo, da pač moraš vedno razmišljati naprej, imeti več scenarijev. Ampak o tem še prideva v drugem delu najinega pogovora. Mogoče bi me zdaj zanimalo še malo to, ko si zdaj presedlal v marketinško-prodajne vode. Kako zdaj to izgleda? Kakšna je tvoj dnevna rutina, delo s klienti? Kaj je tisto, kar te tukaj najbolj izpolnjuje? Ok, jaz bom kar tako nekako malo bolj šel še mičkrat nazaj. Sam začetek, ko sem jaz začel delati v tem področju, ko sem, v bistvu sploh nekako niti sam nisem čist vedel, kaj točno si pa želim delati v marketingu. Recimo moja prva želja je bila, ko sem se z Vidom začela pogovarjati, da bi bil advertiser, se pravi postavljanje oglasov in tako naprej. In sem dejansko začel delati na tem, tudi Vid me je začel učiti te stvari. Mogoče na tej točki bi dal še en pozdrav mojemu sošolcu Davorju, ki je v bistvu imel en zelo velik doprinos oziroma vpliv na to, da sem tudi danes tukaj, ki sem. On je v bistvu naredil pač karierni preskok na enak način, samo da je on pač šel v freelancing. Mislim, da celo 2 leti pred mano, mu je ful ratalo. Malo sem ga spremljal, itak sva pač neko odnos sva imela še od faksa in ko sva bila na vezi pač v tem obdobju, me je kar, ko bom rekel, spodbujal na nek zdrav način, da pač Aljoša, to, kar imaš v glavi, res naredi to. Videl je potencial v tebi. Tako, videl je, da si tudi to želim, je rekel, pač probi, nimaš kaj za izgubiti. Tako da evo, še enkrat, da sem mu takole mogoče... Prav sošolcev Davorju, a sta še povezana? Ja, sta še v stikih. Prej sva bila v bistvu, mislim, lahko bi rekel, da sva in kolega fizioterapeuta in kolega v marketingu, nekako. Sicer ne, da prav sodelujemo v marketingu, ampak sva pa imava nek odnos in privat in tako naprej. Tako da se res, se ga z veseljem spomnim, se tudi dobiva sem pa tja. Evo, vedno mi je lepo, ko nekdo nekoga takole izpostavi. Ja, to sem rekel, da to priložnost pa moram izkoristiti še za njega. Tako da evo, v glavnem in... Sam intermeca, tudi moj zelo dober kolega, že 15 let plus je Davor, tako da... A res? A te nekaj? Kjer je ironija? Da, evo, v tej priliki tudi jaz mojega Davorja pozdravljam. No, super, evo. No, evo, da zaključiva misel pred samo reklamnim blokom. Seveda, v glavnem, hotel sem samo to reči, long story short, se pravi, ker sem se začel učiti pa o teh postavljenih oglasih, tehnične zadeve, vse to, sva v bistvu z Vidom, oziroma predvsem Vid je hitro ugotovil, da
mogoče jaz nisem lih najbolj tehničen tip človeka. To ni nič narobe, Ja. ampak pač meni očitno te stvari ne ležijo toliko. Tako. Tudi to mogoče bi omenil. Jaz bi to vse naučil, ker jaz sem tip človeka, ki se v nekaj spustim, tudi če mi ne gre takoj, ali pa če ne razumem takoj, bom pač prelesle to poharil, oziroma pa po handlu se naučil, ker pač imam tak mindset. Ker če se odločim, pa da sploh me nekaj zanima, gremo to. In bi pač krašil to pred sabo. Je pa res, da bi mogoče do tega, da bi prišel do te točke, bi rabil neki let. No, pa je v bistvu videl en drug potencial, ki ga mogoče noben drug ni videl. Tudi sam ga pri sebi nisem prepoznal, in sicer te soft skilli, komunikacija, odkrivanje pain pointov pri ljudeh. By the way, to mi mogoče tudi fizioterapija malo doprinesla. So paralele, ne? Tako, paralele, definitivno, ker kaj je v bistvu point fizioterapije, da odkriješ pain point pri človeku, oziroma pri pacientu. No, in sem pa v bistvu to ful dobro nekako prenesel v komunikacijo z naročniki oziroma z partnerji in tako naprej. In vidim to prepoznal pismo, to bi bil pa dober tip oziroma dober profil za prodajo in za vodenje projektov. In sem jaz bil tako, ok, drugače nisem imel nobenih izkušenj v marketingu, tudi te tehnične stvari, kako bi jaz, nisem si znal predstavljati, kako bo to izgledalo, da bom jaz projektni vodja. No, in v bistvu dejansko se je v praksi ful hitro pokazalo, da ni toliko point v tehničnem znanju, ampak ni toliko kukar v tem, da ti znaš s človekom nekaj skomunicirati. Absolutno. Neko krizno situacijo rešiti, ne vem, nekaj predstaviti, nekaj naprej dati od enega do drugega. Tako da kot projektni vodja, steber komunikacije med naročnikom in med našo agencijo. To je res ena taka, bom rekel, ključna vloga. Kako vem, sam sem bil v tvojih čevljih. Vrsto let. Tako da bova tole v nadaljevanju najnega pogovora še nadaljevala in odprla. Veseljem. Ampak čez nekaj trenutkov. Tako da, cenjene gledalke, cenjeni gledalci, se vidimo kmalu, ostanite z nami, kajti nadaljujemo tale super zanimiv pogovor z Aljošo Hodnikom. Spoštovane, spoštovani, spet smo nazaj v družbi Aljoše. Aljoša Hodnik je z mano, torej diplomiran fizioterapevt in ravno sva načela tudi tvojo vlogo v in-house agenciji, torej operativni in projektni vodja. Predvsem se bom na ta del projektnega vodenja oprl. Zakaj? Sam sem bil dolga leta projecta, se temu reče, tej roli. Od tega v našem prvem podjetju ravno včeraj sem gledal v IPES-u, novembra bo 15 polnih let. Novembra letos. Novembra letos. Tako da prva smo imeli agencijo spletno, smo izdelovali pač neke spletne strani, aplikacije, e-commerce in tako naprej. In takrat sem bil jaz v tej vlogi, zato ti razlagam. Pol me do potankosti lahko razumeš, kaj dajem skozi. Po eni strani si v bistvu najboljši prijatelj strankam oziroma njihov agitator, po drugi strani moraš pa odlično znati skomunicirati to s tehnično ekipo in ta most si, ki amortizira še eno in drugo. Pa filter si vmes. Ja, velik filter in jaz mislim, da je to ena vloga, kjer se ogromno naučiš v življenju in poslu. Tako da, evo, me zanima, kako to v tvojih čevljih. Malo si že načel, ampak malo še to dinamiko razloži, kako sodeluješ z ekipo, z naročniki. Z veseljem. V glavnem, jaz najprej sploh nisem pričakoval, da bom bil postavljen v to vlogo, kakor sem že prej omenil. Prav vid je to prepoznal v tebi, vedno je dobro imeti nekega mentorja. Tako in še to je, dobro, da si omenil. Res, tukaj sem zelo hvaležen videl, da me je najprej kot prvo postavil to vlogo, pripravil na to vlogo in da je pač stoji za mano, ker pač res tazga mentorja si upam trditi, da bi si vsak želel. Oziroma jaz vem, da pa če bi še enkrat šel čez kaj tazga, bi si želel imeti točno takega mentorja. Kukor je on, ful hitrejš, lažji, dojameš neke stvari, sploh da imaš pač nekega, bom rekel, vodiča, ki te pač pelje čez te zadeve. Veliko je tudi na tem, da se pač seveda sam začneš učiti, oziroma sam spoznavaš neke stvari, ker sem jaz tako dosti samoiniciativna oseba in imam ta, bom rekel, to vodilo, da me pač nekaj pelje naprej, sam opazim, tukaj bi mogoče bilo fajn to narediti, to je zadnjič bilo tako narejeno, da bom jaz zdaj to sam naredil, take stvari. In je tudi to vid opazil, tudi ekipa med drugim, in so pol v bistvu nekako, ko se je to vse začelo, ko smo to začeli nekako upeljevati v prakso, se kar moram reči, da se dobro pozna. Tako da jaz si želim, da bo tudi tako ostalo naprej, imamo kar veliko dela, imamo dosta naročnikov, tako da lepo rastemo vsako leto. Tudi ekipa se lepo razvija, moram reči, tako da sem zelo ponosen na vse in si želim, da bi tako bilo, kakor le dolgo se bo dalo,
Tako da, evo. Všeč mi je tvoj ta kolegialen pristop, v bistvu pozitiven, ne, da gledaš na celo ekipo, da ni, danes opažam veliko tega individualizma, ne. Ja, Vsak gleda nekako, logično, da vsak gleda, da poskrbi tudi zase med drugim, ne. Ampak zdi se mi kot družba, ne, če zdaj odpremo mogoče malo širšo temo, primanjkuje nam kronično, bi rekel, ene stvari in to je odgovornost. O ja. Odgovornost, ne, in odgovornost najprej samega do sebe. Recimo en moj dober prijatelj poslovni in tako, Gregor Kosi, mentor, coach. Znam ga. On vedno znova omenja to iskrenost. Najprej moraš biti iskren do sebe, da si lahko do drugih in odgovoren, ne. Se strinjam, ne. V bistvu moraš najprej biti iskren, zakaj sem jaz tukaj, kdo se zanaša name, do koga sem odgovoren, ali sem res izključno samo zase, ne. In potem vidiš malo širšo ekipo, slike, družbe, širše, da recimo tudi danes mogoče aktualne stvari, ko spremljamo, kaj se dogaja v politiki, ne, pa recimo aktualno promet, ne, vsi bentijo, ja, tako in tako, ampak pol vidimo tudi neodgovorno obnašanje samih recimo voznikov, udeležencev prometa, ne, ker ti moraš razumeti, da smo vsi tam v isti poziciji in treba biti strpen, odgovoren. Dajem malo aktualne primere, ampak lahko bi jih tisoče povzel, ne. Vse bi lahko naštevala, ja, ampak dejansko... Kako ti gledaš na to? Veš kako? Recimo, ko so lih pri prometu, jaz sem z Vrhnike, tako da dobro vem, kaj imaš v mislih. Kaj je gužva? Ja, nažalost. Ja, se strinjam do potankosti z vsem, kar si rekel, bi pa mogoče še to dodal, da smo zelo egoistični, predvsem v prometu, ampak ne izhajamo predvsem iz tukaj, meni se zdi, da v sami osnovi, jaz si upam trditi, da človek po naravi ni egoističen, ker če bi bil egoističen, verjetno... Ne bi preživeli do tako, ne bi sploh bili danes tukaj, kjer smo. Kot družba, kot živa bitja. In zato mi je zelo žalostno, da pač se je to začelo v zadnjih letih predvsem zelo poudarjati. Je tudi res, da tehnologija in vse to se razvija, vse nam je pri roki, dejansko smo prisiljeni v to, da smo razvajeni. Zato tudi se, ne vem, če si opazil... To si dobro povedal. In zato tudi jaz opažam, da zelo veliko ljudi tudi zdaj sili ven iz mest, v podeželje, v tisto res simple, easy life. Jaz recimo spremljam enega na Facebooku, enega gospoda, ne bom ga imenoval za vihar, ampak se nima niti važno. On si je kupil na nekem hrvaškem otoku neko hiško manjšo, si jo renoviral, je v bistvu čistko nič vse skupaj, ampak je res čist klasična, malo lih da je posla, da je ena pečka noter, res vse, kar rabiš za življenje in je on v bistvu, jaz kukar gledam njega po vsebinah, ki jih objavlja, on je za moje pojme najbolj srečen in brezskrben človek na svetu. Se strinjam, ja. Res. Mislim, da vem, za koga gre tudi. No, evo, pol, če imava istega v mislih, pol me razumeš, kaj hočem povedati. Absolutno. In to je pač neko, bom rekel, življenje, oziroma nek smisel življenja, ki bi ga mogli vsi imeti. Ker jaz se spomnim, nedolgo nazaj sem poslušal podcast od Damjana Merlaka, jaz od njega zelo razpremljam, in je zelo dobro povedal, da je finančno dosegel neko res mega svobodo, pač, ne vem, Bitstamp se je prodal, Bitcoin je naredil svoje gor dol, je izrazil, da pač je izgubil smisel do življenja. In shit, kaj pa zdaj? Zdaj imam v bistvu vse si lahko kupim, vse imam na voljo nekaj gor dol in je začel investirati v, ne vem, če si vedel, v govejo farmo. Tega, da je imel neko vodilo v življenju, ki ga pelje naprej. In dejansko se strinjam s tem, tako da ja, je denar pomemben, ni pa vse v temu. Ja, absolutno. Jaz recimo sem zelo vesel na tej točki, ker sem, da imam super ekipo, da imam super šefa, da imamo zelo lušne naročnike, da se razvijamo, rastemo in to je ena stvar, ki bi jo mogel vsak človek imeti, da nekaj, kar delaš z veseljem, ker je že pol narejenega in si lažje delaš, bolj si uspešen, ni ono samo, da gledaš, ok, ura bo 3, zdaj gremo končno domov. Ker v bistvu se strinjam, ker v bistvu konec dneva ljudje tudi če se vrnem k denarju, monetarni valuti, če gledajo tako, ljudje imamo različen odnos do tega, nekaj je potegnjeno ven iz koncepta otroštva, ko so starši gledali, ali smo imeli pomanjkanje, nismo tako naprej, ampak želim povedati to, da nekdo pač gleda na denar drugače kot nekdo druga. Jaz gledam to kot neko opcijo, pot do svobode. Orodje neke vrste. Orodje, absolutno je orodje, tako kot je avto orodje, da se pripelješ od točke A do B, ti nekaj omogoča, torej mogoče prosti čas, svobodo, da nekam potuješ in tako naprej. Predvsem pa to finančno neodvisnost, da nisi konstantno pod stresom, to se mi zdi danes
ključnega pomena, ne? Ampak to je samo do nekega nivoja in potem je ta kozarec poln. Vse, kar čez nalivaš, v bistvu prelivaš, tako jaz gledam, ne? Ne rabiš več kot to. Ostalega ti pa ne more zapolniti neke druge vrzeli, kot je recimo nek zadovoljen naročnik, ki ti napiše, ej, tukaj smo bili pa res zadovoljni, nadpričakovani, hvala lepa, a se lahko dobimo na eni kavi, kosilu in neguješ ta človeški aspekt posla. Enako kot pri fizioterapiji, ne, kad ti pacient pove nek dober feedback, enako je res odličen občutek, ko, mislim, sploh težko opišem ta občutek, kad ti naročnik, no, se verjetno, če si bil v isti koži, veš, ne. Ja, sploh tukaj ti vrnejo nek pozitiven feedback, ne vem, boljša prodaja, je super, tale projekt smo dali čez, spletna stran je super se naredili, smo zelo zadovoljni, a ne, to je ono, kad ti res doda še en dodaten občutek in zaupanja in wow, koliko so nekaj dobrega naredil za nekoga, a ne. Tako da ja, se strinjam. To se mi zdi, da je primarna človeška potreba, a ne, tako si rekel v svojem koru, jedru, človek ne more biti zgolj egoist, ker kot vrsta ne bi mogli kot družba funkcionirati in prosperirati v nekih časih in preživeti, tako da verjamem, da bomo to vsi nazaj nekako morali, če ne drugače, odkriti, ne. Ampak ko so pri tem, si omenil še eno zanimivo stvar, tehnologijo. Mislim, da ne moramo mimo tega, ko govoriva sploh o mladih osebah, ki se šele razvijajo tako in drugače. In koliko se ti zdi tukaj, kako uravnotežiti uporabo tehnologije, ki je danes uporaba le-te neizogibna? Tudi če mogoče v poznejših letih si človek lahko privošči, pa gre živeti off the grid, ne, tako rečeno. Ampak dejstvo je, da tehnologija nam lahko pomaga. Pred snemanjem smo se malo pogovarjali o umetni inteligenci, ne. Jaz jo zelo akceptiram in dajem znotraj mojega poslovnega procesa, ker mi olajša delo, ker naredim več, bolje in tako naprej. Sem pa previden kljub temu, ne. In me zanima, kako ti gledaš na tehnologijo, predvsem mogoče pa zdaj na pametne telefone, to, bom rekel, dinamično, hitro vsebino, ki jo mladi gledajo recimo na TikToku, Instagramu, ne. Veliko je nekih študij, ki dokazujejo zmanjšano koncentracijo, povečanje delovanja nevronskega sistema, živčnega sistema prekomerno in tako naprej. Kako ti gledaš? Jaz bom tako rekel, v bistvu z enim stavkom bi lahko rekel, da pač mi smo, okej, je res, da mogoče mlajši, bom rekel, mladostniki, no, otroci predvsem, nimajo toliko odgovornosti, kakor imajo njihovi starši. In jaz bom tukaj rekel, da je predvsem odgovornost na nas, ker dejansko imamo izbiro, ne. Se pravi, jaz, midva, ne, v teh letih, ko sva odgovorna sama zase, veva, da pač, okej, jaz ne bom zdaj lih 8 ur na dan bil na telefonu, če mi le ni treba, ne. Recimo otroci nimajo tega še kritičnega razmišljanja pač ustvarjenega in zato je toliko bolj treba apelirati na starše, a ne. Bom pa tako rekel, no, jaz sem načeloma, jaz sem kar imel v zadnjih 3 mesecih sem imel tam 5-6 predavanj o umetni inteligenci za par podjetij, tudi 2 večje podjetja, no. In smo tudi vedno, na vsakem predavanju sem tudi malo povedal, ne samo to kot tehniki oziroma v sami tehnologiji, ampak tudi o uporabi, a ne, predvsem uporaba, da odgovorna uporaba, tako, odgovorna uporaba, etično, moralno, a ne, kako tudi to združevati oziroma vpeljevati zraven oziroma imeti on top of mind pri uporabi, a ne. Skratka, moje mnenje je, da, a ne, dostikrat tudi si verjetno slišal, ja, umetna inteligenca je tukaj, da nas bo zamenjala, pa ne vem kaj vse. To slišimo praktično tedensko. Tako, no, ampak to, jaz se s tem ne bi strinjal, zakaj? Zato, ker če si mi to vpeljujemo v glavo, pa da si mi to dajemo, okej, ja, to je tukaj, da nas zamenja, ja, pol v bistvu pač je to dejansko temu tako. Ampak, moje mnenje je, da definitivno je tukaj zato, da nam nekaj pomaga, da nam olajša neke dnevne rutine, prihrani čas, pa mogoče tudi kakšno stvar naredi namesto nas, a ne. Zdaj recimo, če dam primer, kalkulatorji. Leta, ne vem, kdaj zdaj točno, ne bom spametoval, ampak takrat, ko so prišli na svet kalkulatorji, je bila ista, je bila, mislim, zelo podobna stvar. Res je. To je bila saga, otroci bodo izgubili smisel za številke. Kognitivne sposobnosti. Tako, ne vem kaj vse. Danes vemo, da kalkulatorji ne samo, da so lahko pri pouku, tudi pri testu si lahko z njimi pomagaš v šoli, a ne. No in na enak način moramo gledati z umetno inteligenco. Je pa mogoče, ne vem, če kaj TEDx poznaš, je lansko leto bil na TEDx, jaz sem podpredsednik, drugače med drugim tudi. A ti si podpredsednik? Tako, vicepredsednik. Ja, tako, ja. Tudi tukaj me je zraven potegnil, tako da še na tej točki. Se mu tudi zahvaljujem še enkrat za to. V glavnem je en govorec lanskoletni Ernest Ženko, doktor Ernest Ženko. Sem bil, sem ga poslušal. No, pol si slišal verjetno, kaj je omenil, da sicer je tako bolj na šalo, ampak vseeno zelo dober rek, no, da se pravi, človek z preveč tehnologije je enako kot Bog s protezami. Tako, ja. Se pravi, da pol si kar naenkrat odvisen od vseh teh stvari in ne znaš. In kje jaz vidim problem pri umetni inteligenci? Bom rekel, ne lih mojih vrstnikih, ampak še mlajših od mene, ki je neka taka vsakdanja stvar, neka enostavna stvar, ki moraš samo mičkam pomisliti, ne? Čakaj, daj bom četa vprašal. Ja. Zakaj?
In tukaj pa je, to pa zna biti problem, ne? Ja. V družbi predvsem. Jaz bi se tukaj samo počasi bo tudi zaokrožilo vse skupaj. Nažalost je, ker jaz bi lahko take 3 oddaje s tabo vsaj posnel, imaš hvala, včasih. Si izjemno zanimiv sogovornik, res. Ampak počasi bomo mogli zaokrožiti, zato bi se mogoče sam vrnem na to, kar se tiče umetne inteligence. Jaz ne vidim samo težav v tem, da bom četa vprašal, ker tako smo se ljudje, dober primer si dal s kalkulator, jaz bi dal Google, ne, je bilo tudi, zdaj pa ne bomo več v knjižnice hodili. Ja, se je malo zmanjšalo, ampak a si kdo predstavlja, da danes moraš poklicati vsakogar za eno informacijo? Ne. Tako je. In zdaj recimo, če greva nazaj na chat oziroma te LLM modele, katerekoli, ne, ja, sej umetnost je tudi postaviti dober, učinkovit prompt. In tukaj se učiš še bolje komunicirati. To je tisto, kar ljudje ne razumejo. Moraš ti biti boljši komunikator, da dobiš boljše odgovore, kot si bil do zdaj. In nekako se pili tudi komunikacijo z ljudmi, ker je zelo podoben modus operandi na področju nevronskega sistema, ampak ne bo šla, mogoče kdaj drugič odprejo v novi oddaji. Z veseljem, še kdaj pridem. Zdaj imamo pa tako dobro minuto, v kateri bi te jaz, Aljoša, lepo prosil, če bi strnjeno povedal 1, 2 ali ne, maks 3 stvari, kot nasvet izroček mladim. Če bi bil ti danes pri 20, 18, 15 letih in bi potreboval nasvet nekega izkušenega mentorja, kaj bi rekel? Okay. Definitivno to, da ne bi toliko čakal, pa si v glavi govoril, saj to bom enkrat probal, saj to me zanima, saj zdaj tako, kot je v redu. Da ne biti toliko zadovoljni s tem, kjer ste zdaj, če še niste tam, kjer želite biti. Ker dostikrat tudi vidim, jaz sem imel tudi ful borbe s tem občutkom, bom karikiral. Vse tako, kot je zdaj, je v redu. Vem, da bi lahko bilo boljše, ampak vse tako, kot je zdaj, je čisto okej. Dajmo iti čez to. In ko enkrat to premagaš, ko enkrat v glavi se odločiš, da boš šel čez to in da boš temu naredil konec in da boš šel na eno stopničko višji, si sam žal ti je, da nisi tega že prej naredil. Vse je stvar odločitev. Vse v glavi, vse je stvar odločitev, tako da res jaz vsem apeliram in mladim želim, da uresničijo svoje sanje, da se ne bojijo. Tudi vem, da se bomo tako slišali, ampak tudi kdaj ne poslušati svojih staršev. Ne želim s tem nič slabega povedati, ampak vi ste tisti, ki poslušate svoje srce, svojo glavo, kam vas pelje, kaj želite od sebe. Na koncu vam bojo tudi vsi drugi, ki so bili proti, čestitali. Zato, ker če boš ti srečen, če boš ti, bom rekel, realiziral najboljšo ali dobro različico samega sebe, bojo tudi ljudje okrog tebe lahko samo bolj veseli, večja prosperiteta za vse, večje zadovoljstvo. Tisti, ki jim pa to ne bo odgovarjalo, zaradi nekega napredka, pa ponavadi organsko bojo tudi potem odšli iz vašega življenja. Tako jaz vidim. Sigurno. Tako da ja, definitivno, to, kar sem želel povedati, ta glavna stvar. Mogoče še ena na tej točki odnosi. To je tudi ena zelo pomembnih stvari, se pravi na splošno in v družini in s prijatelji na splošno kot družba. Moramo tudi na tem malo začeti delati, graditi. Tako da jaz bi se tudi na tej točki še enkrat zahvalil tebi za povabilo. Hvala tebi. Tudi moji dragi, ki me suportira, mojim staršem, ki so me tudi suportirali, in pa seveda vsem ostalim, ki tukaj pridejo zraven. Na tej točki tudi še enkrat Vid in pa sošolc Davor, tako da je čas, da sem lahko. Pozdravljamo Davorja, Vida, jaz tudi tvojega prijatelja Davorja pozdravljam. In vse lepo je slišati v bistvu to neko moč skupnosti, ko se ljudje podpirajo med sabo, tako je vedno lažje realizirati sanje. Jaz pa tudi enako želim vam, drage gledalke in cenjeni gledalci, da boste delali na svojih sanjah, ambicijah, ciljih, tako kot je Aljoša lepo povedal. Morda se zdi udobno na neki točki, ampak kaj pa je on stran tega obdobja, pa lahko nekaj še veliko več v tem življenju. Tako da super izročilo za naslednjič in jaz se bom pa potrudil pripeljati znova in znova dobre, zanimive goste, kot je bil nocojšnji. Hvala, ker nas spremljate in nasvidenje do naslednjič.